moja želja je vam prinesti spodbudo, prinesti ohrabritev, oziroma želim si in molim, da vas Gospod ohrabri po svoji besedi, tako kot je že Dušan prej lepo povedal, kako je Božja beseda ključna. Že zgodni kristjani, zgodni cerkveni učitelji so rekli tako, Božja beseda je postala človek, da bi človek lahko postal Bog z malo začetnico, se pravi, da bi mi lahko deležni Božje narave, da bi bili res Božji otroci v resnici. Po tem, kako smo, bomo rekel, od znotraj zgrajeni, kako od znotraj bivamo, kakšne je naše srce, kakšne so naše želje, kakšna je naša ljubezen predvsem. Ker vemo, da Bog je ljubezen in vse, kar se je zgodilo v tej veliki zgodbi odrešenja, temelji v tej čudni in čudežni Božji ljubezni, ki se je k nam spustila v Jezusu. Zdaj, današnji odlomek, ki bi želel, da ga preberemo, je iz Judovega pisma. Ti dve vrstici sta pod koncu 20 in 21, tudi bomo prebrali. Takole se glasi. Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere. Tako, da molite v Svetem Duhu. Ohranite se v Božji ljubezni in čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tele vrstice so pravzaprav glavna tema celotnega Judovega pisma, čeprav pridejo proti koncu in mogoče je dobro, da uvodoma par besed povemo o tej zelo kratki knjigi, ne, samo eno poglavje. Najprej mogoče, kdo je bil ta Juda? Ne vemo z gotovostjo, ampak tako, kot se zdi, tako, kot je tudi zgodnje pričevanje cerkve, zgleda, na začetku piše, da je to Jakobov brat, zdaj pa kdo je bil ta Jakob. Zelo verjetno, mislim, ni bilo veliko Jakobov, ki bi bili toliko slavni, da bi lahko nekdo kar napisal brat tega pa tega. Ponavadi, če bi se predstavil, bi mogoče očeta navedel, da bi bil neke vrste prijem, ampak on je pa navedel brata. Za Jakoba pa v Novi zavezi beremo, da je bil Gospodov brat. In tudi dejansko v seznamu v Matejevem evangeliju vidimo, da je med Jezusovimi brati tudi Juda omenjen, tako da se pravi, Juda bi prav lahko bil Jezusov brat po Marijini strani. In vemo, da te Jezusovi sorodniki so bili voditelji Jeruzalemske cerkve v prvem stoletju, dokaj niso Rimljani zravnali Jeruzalema zemljo, oziroma požgali in uničali. Tako da zelo verjetno je bil on en od voditeljev judovske krščanske skupnosti v Jeruzalemu. Zelo verjetno so Judje oziroma judovski kristjani tudi naslovniki tega pisma. Se pravi, piše ljudem, ki so bili po osnovni formaciji, po ozadju Judje. To se vidi recimo po tem, kako navaja staro zavezo kot nekaj samoumevnega. Pa tudi vidi se, da pozna druge judovske spise, ki jih danes v današnji stari zavezi ni. Ampak tale sklepna spodbuda, ki smo prebrali, pravzaprav se sklada oziroma povezuje s tem, kar poveže takoj na začetku v tretji vrstici, ki jo bom tudi prebral in prav takole. Ljubi, ko sem se resno pripravljal, da bi vam pisal o našem skupnem odrešenju, se mi je zdelo potrebno, da vam pišem tole in vas opomnim, bojujte se za vero, ki je bila svetim izročena enkrat za vselej. Tukaj zdaj on pomeni vero, potem pa gre pismo, v bistvu večina pisma se ukvarja s problemom lažnih kristjanov, lažnih krščanskih učiteljev in stvari pred njimi. Potem tukaj v tem odlomku, ki smo ga prebrali na koncu, se pa potem vrne k temu, kjer je začel, k tej veri. In zdaj
prva tle, v bistvu ta odlom, ki smo ga prebrali, 4 spodbude. In prva, kot smo prebrali, je tale, da ne bi se izgrajevali na temelju presvete vere. No in prej smo pa prebrali, da je bila ta vera izročena svetim enkrat za vse. Tukaj mislim, da je prav, da se malo ustavimo, pa pomislimo eno stvar. Potem, kar smo slišali, je vera tisto najsvetejše. In če najsvetejše, je tudi najdragocenejše. In bi vas kar takoj zdaj vprašal, a se zavedate, da je Bog vam v vaša srca posadil nekaj, kar je dragocenejše od vsega, ker je največji biser, največji dragulj vsega stvarstva. Želel bi, da razmislite o tem, ker to je resničnost v Kristusu. To je tisti zaklad, ki ga nekdo najde, skriti ga na polju in proda vse in ga kupi. To je tisti biser, ki nekdo drug proda vse, da bi ga imel. Ampak to je Bog izročil in posejal v vaša srca. Kako to vem? Ne bi bili tukaj, če to ne bi bilo res. Zato, ker verujete v Jezusa Kristusa. Zato, ker verujete v njega, v Božjo besedo, ki je Bog sam poslal. V vas je Bog dal nekaj, kar ima neprecenljivo vrednost in ki je najsvetejša stvar možna. Namreč, ko beremo ta odlomek, moramo slišati, kakšen zven oziroma pomen, podpomen imajo tele besede. Izgrajujte se, temelj in potem presveta vera. Namreč, vse te 3 besede spadajo v tempelsko govorico. Tukaj v bistvu se govori o gradnji Božjega svetišča. To vemo, da je pomembna novozavezna tema, oziroma lahko bi celo rekli, da je to ena od tistih velikih tem, ki gre skozi celotno svetopismo. In lahko bi rekel, da je to en od vidikov, kako lahko predstavimo sploh vse, kar Bog dela od samega začetka. Njegov namen že v samem začetku je bil, da bo imel v stvarstvu svoje bivališče. To je bil seveda človek, prvi človek ustvarjen po Božji podobi. Vemo, da je greh to skazil, ampak poglejmo, kako gre zgodba naprej. Bog pokliče Abrahama in potem Mojzesa in eno od prvih stvari, ki se pri Mojzesu zgodi, se začnejo navodila, kako je treba postaviti Božje svetišče, da bo Bog lahko bival s svojim ljudstvom. To je Božje srce, to je Božja volja, to je Božji načrt, to je Božja želja. Bog želi prebivati med svojimi. In vemo, zgodba Izraela gre naprej. Tam malo pred babilonskim izgnanstvom se zelo klavrno konča, Izrael pade, ampak ostane obljuba Božjega veličastva in obnovljenega templa. In potem beremo začetek Janezovega evangelija o Božji besedi, ki je postala meso in dobesedno šotorila med nami, naredila svoj šotor med nami, se pravi svoje svetišče. Božje svetišče se je obnovilo v Jezusu in obnovilo se je potem naprej v njegovem telesu. Kot je sam rekel, podarite ta tempelj, jaz ga bom v 3 dneh postavil, ko je govoril o svojem telesu, tako potem naprej v Pavlovih pismih beremo zelo jasno. Vaše telo je tempelj Svetega Duha, ki ga imate od Boga, niste sami svoji, odkupljeni ste za drago ceno, slavite Boga v svojem telesu. In potem seveda tudi za celotno skupnost. Poudarke na to, da smo tempelj, mi vsi skupaj. Mi kot Kristusovo občestvo, kot Kristusovo telo smo Božje svetišče. Se pravi, Juda nas spominja, in to je spet pomembno za to, kako sami sebe razumemo. Kako razumemo sploh svojo vlogo, zakaj smo na svetu, je gradnja templa. Moje pa tvoje življenje je gradnja Božjega svetišča. Bog ga gradi in Bog nas spodbuja jasno, da prvič se tega zavedamo in potem z vero in z ljubeznijo sodelujemo pri tem. Ampak to Bog dela v nas. Mogoče imamo včasih, mogoče smo včasih počutimo na tleh, se počutimo obupani, se nam zdi, da smo omejeni z vsem, da se nam zdi vse skupaj brez veze. Ampak jaz bi danes želel, da slišimo Božji glas, kot prav ne.
da jaz tu gradim tempelj v tebi in ga bova zgradila skupaj zaradi moje milosti in moja moč je dovolj, moja prelita kri na križu je dovolj. Zato se bo to zgodilo. In ti boš svet tempelj, v katerem bo Božja prisotnost, bo Božji glas, bo Božja svetost. Pomembno, zelo pomembno je tukaj, kako nam ta odlomek govori, kaj je temelj, na katerem gradimo. In kaj je tisto najsvetejše? To je čisto preprosta vera. No in tukaj pa smo na tej točki, seveda, kjer je bil tudi Martin Luther pred 500 leti. On je doživel to ključno spreobrnenje, to ključno razsvetljenje, ne rečemo, od Boga, ko je dojel pomembnost vere. Ko je dojel, kako ključna stvar je za celotno novo zavezo, za vse, kar Bog dela. Ta preprosta vera, s katero se mi, ki pomeni seveda osebno zaupanje, zanašanje na Boga, izročitev Bogu, pomeni tudi poslušnost, pomeni zvestobo Bogu. No in ta vera je tisto najsvetejše. In to je že samo po sebi Božji dar. To, da je v vas tudi najmanjše semje te vere, je Božji dar. In raste v vas. Tako da bodite pozorni na to, kar je Bog posel v vaša telesa. To je tisto najsvetejše, zato ker nas to dejansko združuje z Bogom. Po veri smo spravljeni z Bogom, naši grehi so odpoščeni, po veri smo opravičeni, kot prav Sveto pismo, po veri smo združeni s Kristusom in imamo dostop do Boga, točno tako, kot smo prej peli v tej pesmi. Ta dostop do Boga direktno v Božje svetišče je možen edino in zgolj po veri v Kristusa. Nobeno naše delo, nobeno naša zmožnost tukaj ne šteje nič. Šteje pa to preprosto zaupanje, da sprejmemo to, kar je Bog pripravil. To spet Božjo besedo Jezusa, ki je Bog sam izgovoril v nas in v kateri je polnost življenja. No, se pravi, gradi se tempelj. No in seveda, v templju je pa Božja navzočnost in druga spodbuda govori o tem, da ne molimo v Svetem duhu. Tukaj seveda kot binkošnik moram reči, da to je molitev v jezikih. Ampak kot kristjan moram pa reči, ni samo molitev v jezikih. Je še kaj drugega. Jaz sem bil prav presenečen, da sem šel malo gledati različni komentarji, ki sploh niso binkošni. Prav ja, tukaj gre za karizmatično molitev, ne, in tako naprej. Ampak vemo, seveda gre predvsem zdaj za nekaj, ne. Molitev v duhu. Jezus sam je rekel, Oče si želi pravih častilcev, ki ga bodo častili v duhu in v resnici. Se pravi, Sveti duh je v bistvu nam dan, zato da lahko opravljamo pravo Božjo službo, pravo molitev. Resnična molitev je to, da v bistvu se znajdemo tako rekoč sredi Boga. Sveti duh pride v nas, da lahko molimo v imenu Jezusa kot očetu. Smo sredi očeta, sina in Svetega duha. Tudi tale vidik bi tle omenil. Pavel prav, da je Bog poslal v nas duha svojega sina, ki upije Aba oče. In zgolj slučajno je to isto prva beseda tudi te molitve, ker nas je Jezus učil, da je molno oče naš. Zgolj slučajno je to ista beseda, ker vidimo Jezus, da je upije v Getsemanega Aba oče. Se pravi, tukaj Bog nam pošilja svojega duha in nas dejansko objame od odzadaj in od spredi, da bi mi lahko bili združeni z njim. Se pravi, molitev, moramo se zavedati, da ker prestopimo k molitvi, je to v bistvu, vstopimo v nekaj, kar je že pred nami. Vstopimo v ta odnos, ki je med očetom in sinom in Svetim duhom. Vstopimo v Božjo ljubezen in se pustimo voditi Svetemu duhu. Se pravi, molimo v Svetem duhu in ta molitev, Pavel tudi govori o tem, da bi bilo nekaj, kar se pravzaprav neprestano dogaja v nas. Ta dvig duha, ta pogled duha k očetu, to, da prenašamo vse, kar smo, vse naše situacije neprestano k Bogu, to je Božja volja za nas. Vse to Pavel pravi, recimo, če pogledamo prvo pismo Tesaloničanom na koncu, od 16. vrstice naprej bom prav. Zmeraj se veselite, neprenehoma molite,
V vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja za vas. Božja volja je, da se zmeri zahvaljujemo. V vsem to vključuje, tudi v slabem. Zakaj? Ker je tudi tam Bog z nami. Duha ne ugašajte, preroštvo ne zaničujte in ničkrat naprej prav, sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, ne bo ohranjeno neoporečno za Gospoda Jezusa. Se pravi, tukaj je vizija Božjega sestopa v človeka. Tukaj je vizija, da to sestopanje Božje besede, ki smo jo videli v Kristusu, da enostavno pustimo Bogu, da ta beseda steče naprej svojo pot in da v nas si uredi domovanje, kakršno si želi. In to je seveda hkrati tudi naš namen, ker nas oblikuje nazaj po Božji podobi, tako kot smo bili originalno zamišljeni, originalno zastavljeni, originalno ustvarjeni. Ne? Se pravi, odprimo se Svetemu Duhu, da moli v nas. Odprimo se, odkličimo, upijemo Aba, Oče k Bogu, ker to upijemo, se dejansko pridružujemo Svetemu Duhu in tudi seveda se pridružujemo Jezusu, ker samo v njem lahko to upijemo. To je njegova lastna molitev, ki zdaj postaja tudi molitev njegovega telesa, njegove skupnosti. Potem imamo pa tretjo spodbudo, ki prav ohranite se v Božji ljubezni. Tukaj po svoje bi lahko rekel, da to zdaj na tretji način pove isto. Biti na temelju vere pomeni bivati v Božjem. Biti na temelju evangelija, tega, da verujemo v Kristusa, križanega in ostalega, pomeni biti v Božji ljubezni. Biti v Svetem Duhu, tako da molimo, da se kompletno sebe in vse in ves svet izročamo Bogu, pomeni biti v Božji ljubezni. Podobne besede najdemo, zasledimo dejansko v Janezovem evangeliju, ko Jezus govori o tem, da bo prišel to lažnik. Tam govori zelo podobno pravzaprav, da bo prišel, prav, ostanite v moji ljubezni. Tam reče tudi, če delate to, kar vam govorim, boste ostali v moji ljubezni. Potem pa tudi pove, da ta glavna in ta prva stvar, ki on nam govori, je to, da verujemo, da zaupamo in da imamo vse ljubezni. In konkretno tudi ljubezen drug do drugega. Krščanska skupnost je izredno pomembna stvar v Božjem načrtu. Ker tam se prvina tega novega stvarstva kaže. V odnosu, ki ga imamo med sabo, skupaj v odnosu, ki ga imamo doma, seveda tudi možje, žene, tisti, ki smo poročeni. Tukaj je prvi kraj, kjer naj se ta Božja slava začne kazati. In v to smo pozvani, seveda. Jasno, to pomeni, da tudi mi, zdaj, če verujemo v Kristusa, ki je umrl in ki je vstal od mrtvih, potem jasno vemo, da je to tudi naša podoba. Tudi naš star človek mora prav tako enako umreti. In vse, kar je staro, mora točno enako jeti. In to moramo kar znati aplicirati konkretno v svojih odnosih. Jaz moram to pa sebi doma najprej aplicirati. V mojem odnosu z mojo ženo, naprej z otroki in tako naprej. In potem seveda drug z drugim. In ker ta smrt je dobra smrt. Tukaj umre to, kar mora umreti. Tukaj umre tisto, kar je slabo. Tukaj umre tisto, kar je sebično. Tukaj umre tisto, kar je samoljubno. Tukaj umre tisto, kar je zavezano zameri, slabi volji, grenkobi, obupu tudi. In nesveti žalosti. Žalost je lahko greh. Ne zmeri. Ne me narobe razumeti, ampak obstaja žalost, ki je greh in v kateri ne smemo bivati. Dobra žalost po Svetem Duhu je žalost od Boga, ki nam daje spokorjenje in ki nas z veseljem vodi k Bogu, v skupnost z Bogom. Je pa ena druga žalost, ki je pa demonska. In te se je pa treba utresti, strogo se je treba utresti, sploh, ker se zdi, da ta svet funkcionira tako, da moramo biti skozi malo žalostni, ker tak človek je najboljši potrošnik. Tak človek je izgubljeno kot znotraj razsrediščen, ne ve v bistvu točno, kaj bi rad oziroma kaj se mu dogaja. In tak človek je odličen potrošnik, samo Bog nas je tega osvoboden. Tudi ta sebična, skopuška žalost mora umreti na križu. Ne ji pustiti mesta, ker to duši Boga, to duši duha. Mi moramo ostati ohranjeni v Božji ljubezni. Tukaj prav tako zanimivo, vemo, da je Bog sam najprej predvsem tisti, ki nas varuje.
Ampak obenem smo pa mi tudi tle pozvani, tukaj nas Juda poziva, da ostanemo v tej ljubezni. Seveda smo trezni tukaj. Ne? In biti v Božji ljubezni, ja, vemo, Bog je sam ljubezen. Ne? Da ostajamo v tej enosti z Jezusom, s Kristusom, ki jo je on sam dosegel za silno drago ceno. Jezus želi biti eno s tabo. Če želimo evangelij prav povedati, moramo tudi to povedati. Jezus želi biti s tabo eno. In zato je dal vse, zato je dejansko pretrpel smrt. On ni pretrpel smrti zato, da bi bili mi neki formalni kristjani, ali pa da bi mi imeli neka verovanja. Ne. On je umrl zato, da bi človek bil nazaj eno z Bogom, da bi nas prevedel k Bogu dejansko, da bi človek se lahko dejansko družil in združil z Bogom. To je Jezusovo srce. In v to smo pozvani. Zdaj pa seveda, ta pot pa ni lahka, ta pot pa potrebuje vso ustrajnost. Tukaj vam ne želim vam dajati napačnega vtisa. V to smo pozvani, to je smisel našega življenja, da pustimo, da Bog gradi svoje svetišče v nas in da postajamo vedno bolj eno s Kristusom. Čisto to in nič manj, ker še enkrat, njegova želja je to še veliko bolj, kot je to naša želja. Mogoče je tukaj naš problem, da mi eno tako stvar, kot je tale, da je sploh sprejmemo in da je sploh težko mislimo, kako bi pa to izgledalo. In potem, ker nam je to v bistvu toliko preveč dober, v bistvu tega ne znamo niti sprejemati. Sam mi se moramo učiti to sprejemati. To je ta prenova uma, ki se ne dogaja v nas. Bog želi, da svoje telesa damo v živo žrtvo, da bomo prenavljali svoj da bomo začeli razmišljati po njegovo. No in še četrta spodbuda, ki je tukaj, je pa čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje. Ta četrta spodbuda je pa večinoma je pa obrnjena v prihodnost. Tukaj gre pa za to, in mimo grede, tukaj so omenjeni vera, upanje in ljubezen, spet ta Pavlova triada je tukaj omenjena. Upanje je pa v bistvu, upanje je v slovenščini problematična beseda, ker upanje je taka meglena beseda. Zdaj, v izvirniku pa ta beseda ni meglena, gre tukaj za trdno pričakovanje. Nečesa, česar še ni, ampak gre za trdno pričakovanje tega, kar bo. Ne? In obljuba Božja pa seveda je Kristusov ponovni prihod. Se pravi, da bo on ob svojem času uredil ne samo nas osebno, ampak vse. Ne? On kot Gospod, kot vladar, on kot Božja beseda, ki je vse ustvarila, ima vse tudi moč, da bo vse stvari postavila na svoje mesto. In kristijani živimo, če želimo živeti pristno, živimo v tem pričakovanju te velike zadeve, ki bo Bog naredil tudi na velikem planu še. V to smo pozvani, da to potrpežljivo čakamo. To je pa spet pomembna lastnost sploh, da znamo čakati na Boga. Ker tukaj v celi tej zadevi ima Bog pobudo. Je on tisti, ki je izrekel besedo, on je tisti, ki je postal meso, on je tisti, ki je umrl na križu, on je tisti, ki je vstal v mrtvih, on je tisti, ki je poslal Svetega Duha, on je tisti, ki je tudi vsakega tukaj le poklical k sebi. Ja? In zato je treba, moramo znati enostavno čakati na Boga, ker od njega prihajajo vse te dobre stvari. Se pravi, želel bi vas spodbuditi, da razmišljate o tem najsvetejšem semenu. Najsvetejše, vemo, da je v bistvu izraz iz tega najsvetejšega kraja, ki je v Božjem svetišču. Da razmišljate o tem, kaj je Bog posejal v vas in da izzivam vas, da se odločite, da boste temu pustili, da raste v vas, da začenja to seme vedno bolj na široko korenine poganjati in seveda tudi steblo in seveda tudi liste in seveda tudi svetove in sadove. Ker to seme ima moč, da raste in obrodi bogat svet v vas. In naprej, da imate vse to vizijo, to videnje, da Bog želi, da ste polni Svetega Duha.
Da ste napolnjeni, in to seveda pomeni, da ste napolnjeni z njegovo ljubezni, da bivate v tej ljubezni. To je Božji plan za vsakega od nas. In da smo tudi usmerjeni v prihodnost, da vemo, ne glede na to, koliko je svet temen, Bog bo stvari uredil v svojem času. In to je v bistvu zelo dobra novica. To je v bistvu fenomenalno dobra novica. Bog bo stvari suvereno uredil. Mi moramo biti pa v tem času zvesti, tako kot je prav. No, naslednja spodbuda bo pa sledila potem, na koncu, bo pa mogoče jaz samo napovemo toliko, da rečem jasno, naše izgrajevanje pa poteka, vemo, mogoče kar na prvem mestu, ob Svetem pismu, ob Božji besedi, ki nam je Bog dal v zapisani obliki, točno zato, da bi se naša vera lahko hranila, vera pride po poslušanju. No in bom pa potem par besed več spregovoril na koncu. Hvala lepa.